Pozdravljeni v odmevu tedna na domovina.je. Po spoliranem prvem letu Golobove vlade oziroma po spolirani prvi obletnici Golobove vlade se kažejo vse večje razpoke, stojijo praktično vse ključne reforme, še vedno pa rastejo cene. Dogajanje tedna bova komentirala z voditeljem oddaje Faktor, Aljušem Pertinačem. Aljuš, pozdravljen. Zdravo, Peter, in najlepša hvala za vabilo. Skratka, v začetku meseca je vlada praznovala svojo prvo obletnico, takrat so nanizali uspehe, navzven enotni Luka Mesec, Tanja Fajon, Robert Golob. Zadnje dni pa se kaže nekako bolj te prve večje razpoke. Kako ti kot recimo nekdanji državni sekretar, ki si od znotraj spremljal dogajanje v vladi, analiziraš, ugotavljaš, kaj se dogaja v vladi, kakšen stadiju, lahko rečemo, je Golobova vlada? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, v katerem stadiju je. Zdaj, nažalost, vsaka slovenska vlada po enem letu vladanja, ni važno, kdo jo vodi in kako je nastala, začne se nek stadij razkroja. In potem lahko spremljamo, koliko časa bo ta razkroj trajal. Ta aktualna vlada ima pač to prednost, da ima zelo trdno večino v državnem zboru, posebej vodilna, vladajoča stranka Gibanje Svoboda ima zelo trdno večino. Golob ima praktično skoraj sam to glasov, koliko je imel recimo Janez Janša glasov celotne koalicije v prejšnjem mandatu. Tako da to jim zagotavlja neko stabilnost, kar je v bistvu pozitivno za vlado, ker če je vlada tam, da pač vlada z nekimi 46 glasovi, pa da mora vsakič trepetati za to, ali bo dobila pač ustrezno podporo ali ne, to težje delati. Prav, z tega vidika imajo oni nek plus. Zdaj, ni videti, da bi ta plus posebej dobro izkoriščali. Eno leto so preživeli, kot so ga preživeli, dokler je bil na dnevnem redu Janez Janša, se pravi volitve, po volitvah oblikovanja vlade, tisti referendumi, ki jih je sprožila pač opozicija, ki jih je potem tudi opozicija izgubila oziroma jih je vlada dobila. Skratka, dokler je bil na dnevnem redu Janez Janša, jim je kazalo dobro. Tisti hip, ko Janez Janša ni bil več na sporedu, so se pojavili problemi in sedaj, ko so še dokončno v narekovajih osvobodili RTV Slovenija, se vidi, da dejansko pač zdaj ne vejo točno, kaj početi, kam zdaj usmeriti ta svoj gnev. Se pravi, najprej so ga usmerjali v Janšo, potem so ga usmerjali v to, da pač RTV Slovenija da nimajo tam stvari pod kontrolo, da tam ni njihovih ljudi. Zdaj je tudi to odpadlo, ali pa počasi odpada in zdaj ne vejo, kam bi ga usmerili. Spomladi so še nekako malo podžigali s temi prazniki. Ja, absolutno, se pravim, pač vsakič, ko recimo lahko Janšo kaj not potegnejo, je to v redu in enako kot za koalicijo, to velja za te pač njihove lakmusove papirje, te neke barometre, se pravi te 8. marec, glas ljudstva in tako naprej. In zdaj, zakaj je zdaj glas ljudstva v Španoviji z 8. marcem in tako naprej, so se lotili pač ministra za zdravje, zato ker zdaj so osvobodili RTV Slovenija in zdaj pač usmerjajo gnev sami vase. Kar je tipična značilnost te vlade, bi jaz rekel, je to, da je to v bistvu pač vlada svobode. Se pravi, ne gre za neko koalicijsko vlado. Mi smo imeli veliko močnejše osebno in tudi sicer politično predsednike vlad, ki niso na tak način vodili vlad. Recimo vsakič, ko nastopa koalicija, tudi zdaj, par dni nazaj, nastopajo pred panoji Gibanja Svoboda. Se pravi, ne vem, če to vedo, koalicijska partnerja Levica in Socialni demokrati, ampak oni v bistvu s tem sporočajo simbolno, da so vsi skupaj že Svoboda. Sicer formalno so to 3 različne stranke, ampak delujejo tako, kot da so Svoboda. Tako da jaz znotraj njih ne bi rekel, da vidim neke posebne razpoke, to so bolj prerekanje znotraj družine, dokler pač pater familias, to pa je nesporno Robert Golob, ne udari po mizi. Edino, kar mogoče je zdaj malo tudi zanj neugodno, je to, da zgublja ta imidž nekega alfa samca, se pravi, jaz mu dostikrat rečem tudi sončni kralj, ker ima malo to pač narcisoidno noto v politiki, v smislu, da pač razume, da vse se dogaja okrog njega, za njega in pred njim se ni nič, pa za njim se tudi verjetno ne bo nič. To muzej, v bistvu te številne dame v tem njegovem političnem osončju
od njegove pač te uradne spremljevalke do Nike Kovač, do Urške Klakočar Zupančič in tako naprej. Tudi Vesne Vuković v končni fazi generalne sekretarke, ne, Gibanja Svoboda, mu nekako najedajo, mu krhajo to podobo pač vsemogočnega alfa samca. To mislim, da zna biti zanj slabo, zato ker ne vem, če se bo znašel pač v tej vlogi, ko ni več nesporni prvi gibalec. Jaz mislim, da njemu imponirajo situacije, kjer je on pač tisti, ki ima prvo in zadnjo besedo, tako kot je imel recimo na GEN-I-ju, ne, dolgo časa in tudi zdaj v bistvu prvo leto vladanja, tako rekoč brezprizivno. Zdaj pa vidimo, da se to pač počasi krha, ne. Tudi Tanja Fajon s to uspešno zgodbo kandidature za nestalno članico Varnostnega sveta to malo najeda, ker ni skrivnost, da Golob si za to nekaj posebej prizadeval. Vse kako pa bi si, ne. Če se moraš najprej predstaviti vsakmu sogovorniku, kdo sploh si, ker si pač eno leto predsednik vlade, ne. Tanja Fajon je posebej znana. Tanja Fajon je bila vseeno evropska poslanka pač del časa, ne, je tudi že nekaj časa predsednica stranke, saj v tej asociaciji pač strank socialnih demokratov in socialistov je bolj poznana, ne, tako da saj tu v Evropi pač jo prepoznavajo bolj in tudi kje po svetu, kjer so pač na oblasti te stranke, ne. Potem, ko Golob je tu praktično novinca, ne, in tudi stranka njegova je pač novinka na političnem prizorišču in težko v to kratkem času te vezi skešne. Tako da mislim, da to zna biti glavni problem, ne, se pravi pojemajoča moč predsednika vlade, ne, in na kak način se bo on zdaj na to odzval. Ali bo rato nestrpen, ali bo pač želel ponovno vzpostaviti to neko hegemonijo, ali pa bo pač razumel, da je to posledica razmer, tako kot je bila posledica razmer pač njegova volilna zmaga, in bo probo znotraj teh razmer, kakršne so zdaj objektivne, iskati neke rešitve. Zdaj, kakšno imajo težo recimo te spori, ki se nekako kažejo znotraj, recimo med Golobom in Urško Klakočar Zupančič, pa potem med Vesno Vuković in poslansko skupino, zdaj pritiski so tudi na zdravstvenega ministra Loredana. Kako to lahko zamaje Gibanje Svoboda? Ja, težava, kot jo jaz vidim že od vsega začetka je, ne, da pač vsi te so praktično brez nekih resnih političnih izkušenj, ne. Golob je bil dolga leta nazaj na nekih pač političnih funkcijah, bil je tudi v stranki Pozitivna Slovenija in tako naprej, ampak ne v tem smislu, kot je zdaj, ne. Se pravi, da si ti 24 ur na dan izpostavljen pač javnosti in da si pač na v bistvu po politični teži najpomembnejši politični funkciji v državi, ne. In zdaj za vse ostale enako velja, ne. Pri predsednici Državnega zbora vidimo, da ona se zelo težko spopada s tem, da je zdaj pač predsednica Državnega zbora, ne. Razen v tistem delu, da pač lahko nastopa v javnosti, da lahko pleše na državnih proslavah, poje in tako naprej, ne. Ta njen eksces, jaz bi kar temu tako rekel, no, ko je pač to pozitivno zgodbo, da je Sloveniji uspel drugič v zgodovini postati nestalna članica Varnostnega sveta, ne, poskušala na nek način umazati s tem, da je začela razlagati, da pa parlamentarna diplomacija je bila pa tu prezrta, ne. In potem še, ne, ko je nekako bilo jasno, da noben tega ne razume na ta način, je še vztrajala in je rekla, da so se celo upravičili za to, ker je bila pač parlamentarna diplomacija prezrta, ne. Mislim, to kaže, da neko osebno nezrelost, ne, in pač neko bolestno željo po pomembnosti potem, da si ti v središču, ne. In zdaj problem je, ker, ne, to sonče Goloba lahko ima samo eno sonce, to je Golob, ne. In zdaj, a se planeti vrtijo okoli sonca, se sonce vrti okoli planetov, ne. Skratka, tle jaz mislim, da bojo nastale neke tenzije med njimi, predvsem zato, ker očitno ne ločijo med tem, kaj so osebni odnosi, kaj so pa pač neke politične vloge in stališča, no. To mislim, da je glavna pomanjkljivost teh novih obrazov v politiki, da oni pač vse jemljejo osebno, ne. Tudi vsako kritiko jemljejo osebno, ne. Posebej recimo predsednica Državnega zbora, ki si jo omenil, ne. Ona pač vse, kar nekdo kritizira njo kot ne, po ustavi drugo najpomembnejšo političarko v državi ali pa kako ona upravlja to svojo funkcijo, ona dojema kot nek osebni napad nase, ne. In jaz mislim, da tudi med sabo na ta način komunicirajo, ne. Če je recimo Robert Golob svetuje, da bi se malo mirila, ne, ona pač verjetno to jemlje kot nek osebni napad nase in gre v drugo skrajnost, ne. Se pravi, začne še pet, ne. Najprej samo plesala, potem je še zapela. Skratka, tu mislim, da znajo biti kakšni problemi, ampak ne, trda politična dejstva pa ostajajo. Imajo pač udobno večino,
Skratka, ni videti, da bi to zdaj kratkoročno ali pa srednjeročno lahko šlo rakom žvižgati, napetosti med njimi pa bodo in problem je, ker oni seveda tudi te napetosti nekritično in zelo radodarno delijo z najširšo javnostjo, ne, in potem mi za to vemo. Ne. Skratka, če pač mi tega ne bi vedeli, bi bilo za nas boljš, pa tudi za njih boljš, ampak njim je pač pomembno, da vsi vejo, kaj se jim trenutno dogaja, kako se počutijo, kaj mislijo in to pač sporočajo vsem nam. In seveda javnost to vidi, komentira in se skladno s tem ravna. Ne. In potem so pa spet razočarani in začudeni in jezni, da so pač reakcije javnosti take, kakršne so, ampak kakšne pa naj bodo. Ne. Sej, mi se ravnamo po tem, kar oni počnejo in kar je njim prioriteta. Ne. Zdaj, Levica recimo je bolj tle zadržana. V zadnjem času imeli so kongres, na katerem so volili tudi z novega, starega koordinatorja. Luka Mesec, je že izvoljen? Ne, mislim, da še jutri mislim, da poteče ta rok. Tako da zdaj še ni uradno izvoljen. Tudi v prvem tednu ni dobil zadostne podpore, oziroma tega kvoruma, ki zahteva, da naj bi polovica članov glasovala po pošti. Hkrati kongres je bil delno zaprt za javnost in pred kongresom smo izvedeli nekako, da se pripravlja ta New Deal v stranki oziroma levo krilo, ki si želi sprememb. Kakšne so razmere pa recimo v tem smislu v Levici in kako se znajde v vladi oziroma kaj to pomeni recimo za prihodnost te vlade? Ja, zdaj politološko gledano pač Levica ni stranka, ne. Že po vsem tem, kar si ti povedal, ker pač oni so na nek način antistranka, ne. In zato tudi vsaka vlada, ki jo oni podpirajo, bodi si od zunaj ali pa od znotraj kot koalicijska stranka, kot to zdaj vlada Roberta Goloba, v bistvu je na nek način antivlada, ne. Nimajo predsednike stranke, imajo koordinatorja, ne. Volijo ga na način, kot si ga opisal. Jaz ne poznam politične stranke, ki bi na ta način pač volila svojega predsednika. Ne. Sej kongres stranke je ravno namenjen temu, da se to je najširši organ stranke v nekem daljšem časovnem obdobju, ne, recimo 4 leta ali koliko pač traja mandat. Ne. Tam se pač zberejo delegati, se pravi predstavniki stranke od spodaj navzgor, da izvolijo svojega novega predsednika. Ne. Oni to počnejo po pošti. Nerodno je seveda za Luko Meseca, ne, da v enem tednu pač si ni polovica članov Levice vzela čas pa po pošti glasovala zanj. Ne. Nerodno je tudi to, da imaš kongres stranke, ki je zaprt za javnost. Ne. Tudi jaz se ne spomnim, da bi kdaj že kakšen tak primer doživel, ker kongres stranke je namenjen najširšemu članstvu, volivcem, simpatizerjem in vsej javnosti, se pravi, zakaj bi to recimo za javnost zapiral. Ne. Tako da gotovo imajo oni težave, ker seveda, kot sem rekel, kot antistranka, seveda ne more biti vladna stranka in so nenavajeni tega. Ne. In en čas je pač v bistvu jim bilo relativno udobno, ker so edini, ki imajo neko izrazito profilirano vsebino, ne. Tako Golob kot Tanja Fajon, težko bi jo kdo obtožil, da sta pač recimo to neka zelo vsebinska politika, ne, ali pa da stranki, ki jo vodita, imate neke jasne vsebinske prioritete. Levica jih ima, ne. Zdaj lahko nam niso všeč, lahko pač si mislimo o njih, kar si hočemo, ampak oni jih imajo. In na začetku je to nekako ta vakuum, ne, to praznino, se pravi, ok, zdaj smo premagali Janša, kaj pa zdaj, so uspešno s tem zapolnjevali. Ne. Seveda so potem naleteli na neke objektivne ovire, ne, kot vidimo, se pravi, mislili so, da je dosti, da postavijo enega svojega prijatelja na čelo inšpektorata za delo, pa se bodo v Sloveniji končale kršitve delovnopravne zakonodaje, pa se je to izkazalo za pač iluzorno. Ne. Mislili so, da je dosti, da napovejo, da bojo pač, ne vem, vsako leto zgradili 5000 novih stanovanj, pa so ugotovili, da je to tudi iluzorno. Ne. Mislili so, da pač je dosti, da rečejo, da bojo vsi otroci imeli brezplačno kosilo v šoli, pa so ugotovili, da je to možno še čez 5 let. Ne. Ko ne bojo pač oni več imeli škarje in platno v rokah. Skratka, na ta način, ne, zdaj probajo to nekako kompenzirati. Jasno pa je, da je verjetno njihova baza najbolj nezadovoljna, ne, zato ker je njihova baza tako ali tako najbolj nezadovoljna. Ne. In to, da so oni zdaj koalicijska stranka in pri tem, ki dosti ne pomaga, ker enostavno gre za antistranko, antivolivcev, se pravi, to so tisti, ki so a priori zmeraj proti vsakršni oblasti in kritizirajo vsakršno oblast. Ne. In oni zdaj nekako nihajo med to vlogo, da so oblast in da od znotraj kritizirajo oblast in gotovo s tem povečujejo nervozo po eni strani pri svojem članstvu, po drugi strani pa tudi pri koalicijskih partnerjih. Ne. Zdaj, ta vlada si je nekako na začetku mandata postavila zdravstvo kot tisto temeljno, ključno področje, na katerem bo vlada stala ali pa padla. Ne. Zdaj,
vrgli so tistih 137 milijonov v skrajševanje čakalnih vrst, ki so se kljub temu ali pa zaradi tega, kot razumemo, podaljšale. Zdaj ta zdravstveno zavarovanje, ki ga pretvarjajo v obvezni davek, so spet zamaknili iz septembra zdaj na januar. Skratka, vse časovnice nekako zdravstvene reforme se odmikajo in zdaj celo že strateški svet za zdravstvo, njegov predsednik poziva ministra Danijela Bešiča Loredana k odstopu, to je povedal v Tarči. Če pogledam v celoti, podajo številne časovnice, vse so padle. Organizira tiskovne konference, na katerih megalomansko obljublja stvari, sviga v žepu, veliko je laži, storjenega nič v enem letu, tako da jaz predlagam, da potegne zadnjo časovnico. Upam, da mu bo ta uspela in to je odhod iz Ministrstva za zdravje. Rekel je, na primer, včeraj označil je interventni zakon za zgodbo o uspehu. Kako komentirate v bistvu te njegove navedbe? Če je to zgodba o uspehu za njega, potem ga razumem, da so tudi vsi zakoni, ki jih je pripravil, zgodba o uspehu, da on to misli. Še večja zgodba o uspehu so zakoni, ki jih ni pripravil. Naredil je ogromno, očitno po mojem, če je to zgodba o uspehu, je reforma končana. Prav je, da se odpočije in zapusti ministrstvo. Skratka, minister pravi, da je zadeva zgodba o uspehu, ta projekt zdravstva, vsi ga pa nekako pozivajo k odstopu. Kaj čaka Ministrstvo za zdravje? Oziroma, bliža se nekako ta rok trajanja ministra, eno leto, 4 mesece, kot je povprečna življenjska doba ministra za zdravje. Ja, to je zdaj, se mi zdi, še bolj kompleksno vprašanje od prejšnjih. Tako da, rabo vsaj 7 minut, če se malo pohecam. 7 pravličnih minut. Štart tukaj je bil res slab. Če se spomnimo, Robert Golob je dosegel prepričljivo volilno zmago tudi zaradi tega, ker je obljubljal nikoli več mask. Se pravi, on je tle nekako vzel ta veter v jadra stranki Resnica in Zoranu Stevanoviću, in je po mojem marsikaterega volivca dobil na svojo stran tudi s to maksimo, ki se zelo fajn sliši, in prav nikoli več mask. To zaenkrat izpolnjuje. Zdaj, če smo malo ironični, se pravi, ta del drži. Se pravi, Golob bi lahko zdaj prišel pa rekel, ne, mi delamo točno to, kar smo obljubili, se pravi, mask zaenkrat ni. Pač potrkamo, da jih res ne bo treba več. To je bil že slab štart. Potem si je izbral za ministra, ki mu je dal veliko težo, se pravi, in znotraj stranke in znotraj vlade. Prvič se je zgodilo, da je minister pristojen za zdravje podpredsednik vlade. Si je izbral človeka, ki po mojem pač trdnem prepričanju ni primeren za to funkcijo. Ni politik, načeloma ti na političnih funkcijah rabiš politike. V Sloveniji se je sicer vzpostavilo zdaj to neko prepričanje, da to velja za vse druge resorje, razen za zdravstvo. Od takrat, ko je Dušan Keber recimo izsilil, zelo glasni Dušan Keber, danes ga vsi poznamo, tudi če ga je kdo vmes pozabil, da se je Ministrstvo za zdravstvo preimenovalo v Ministrstvo za zdravje. To zdaj nekako simbolno, implicitno sporočamo, da minister skrbi za naše zdravje, kar seveda vsi vemo, da je neumnost. Vsak človek mora sam skrbeti za zdravje. Že Kardelj je vedel, da ti niti partija, niti sistem, niti država ne more dati sreče in isto velja za zdravje. Niti partija, niti sistem, niti država ti ne more dati zdravje. Se pravi, ministra imamo, ki je kao pristojen za zdravje. In zdaj, fajn je, če je to človek, ki saj zdravo razumsko razmišlja. Pri aktualnem ministru se objektivno lahko pojavijo dvomi o tem, ali on to zmerom počne. Skratka, ravna izrazito populistično. Se pravi, vsakeč, ko se pojavi kjerkoli v zdravstvu nek problem, in se tu nek gnev, pač bi rekel, splošne javnosti dvigne upravičen ali pa neupravičen, ne rabimo mi človeka, ki vodi zdravstveni resor, ki bo prilival olja na ogenj. Se pravi, mi rabimo gasilca, nekoga, ki gasi strasti, ki pomirja, ki daje vero ljudem, da stvari delujejo in da sistem funkcionira. On se pravno obratno obnaša. In vsakič pač seveda ta prvi odreagira, prehitro odreagira, preden ima vsa dejstva na mizi, preden ima sploh kakšne vzvode v rokah in nekritično pač vse živo poziva k odstopu. Vključno recimo direktorja psihiatrične klinike. Ja, recimo to je pač zadnji primer. Ampak tisti celjski se mi zdel še hujši, zaradi tistega neljubljega pripetljaja, ko so zamenjali identiteto pač pacientov, mislim, da iz Sevnice, ki sta prišla. Skratka, on je tam praktično sredi noči odvihral Celje, minister, tam kričal pač na vse vpletene. Skratka, tako se minister ne more obnašati.
In to se mu zdaj maščuje, ne? Ker seveda ta populizem, ki ga on zganjal, ne, je na koncu prišel zdaj do njega. Ne? In se njemu zdaj to dogaja, da pač neki na ulici, neki ljudje tam stojijo in ga pozivajo, da mora stran. Ne? Z neko skovanko, ki je sicer simpatična, Loredan mora stran, ampak ne vem, če oni vedo, pač Loredan ni izvorno priimek ministra za zdravje, ne? Ta priimek je dobil, pač ko se je poročil in ga je obdržal. Ne? Se pravi, zdaj oni implicitno sporočajo, Loredan mora stran, da se pravi, da se ne bi. Tudi to minister se mi zdi lahko naredi, ne? Neki stroškov bo imel s tem, pa pač neki sitnosti, ker bo moral dokumente spremeniti, ampak mislim, da ga to še najmanj skrbi, no? Da bi se on spet pisal Danijel Bešič, ne pa Danijel Bešič Loredan. Ne? Ampak šalo na stran. Skratka, problem je, da je minister populist. Ne? Problem je, da seveda ni dosti, da ti imaš 140 milijonov, ne? Ampak jih moraš znati porabiti. Ne? In zdaj se je izkazalo, da pač, če ti ne znaš porabiti 140 milijonov, se ti zdi obratno kot to, kar si želel, ne? Se pravi, čakalne dobe se ti podaljšajo. Ne? Ključni problem, ki je pa pač neodvisen od ministra, njegovega stila, vodenja ministrstva, predsednika vlade in cele te kompozicije, je pa ta, da v času pandemije, ne, med korono, so se zdravniki navadili, da za bistveno manj dela, ne, ker seveda obseg dela se je zmanjšal, ker pač posegi se niso izvajali, dostop do zdravstva je bil omejen. Ne. Se bo spomnila, doživeli smo te bizarne napise, ne, bolnim vstop prepovedan, ne, samo zdravi vstopajte v zdravstvene ustanove. Zakaj pa bi zdrav recimo hodil? Ne? Zdaj se lahko smejimo, takrat ni bilo tukaj hecno, ne? Ampak vseeno, ne? Se pravi, za bistveno manj dela so bili bistveno bolj plačani zaradi teh COVID dodatkov in tako naprej. Ne? In zdaj zdravniki so se na to navadili. Ne? In zdaj, kako bo zdaj vlada prišla, pa jih bo prepričala, da za ta povečan osebni zaslužek morajo več delati. Ali pa saj enako, kot so delali pred korono. Ne? Po drugi strani seveda zdravniki zdaj ne bojo pristali, da se jim ali plače zamrznejo ali pa ne, pač celo zmanjšajo. Hoteli bojo še više plače. Ne? In njihove finančne zahteve so po moje take, da jim vlada težko ugodi. Se pravi, brez zdravnikov pa mi ne moremo skrajšati čakalnih vrst. Ne? Brez tega, da se mi dogovorimo, ne, da bomo zdaj pač nekaj, kar je bilo formalno prostovoljno, ne? Ampak ne vem, če veš, če recimo nisi imel tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ne, ker do zdaj ni bilo obvezno, pa si ga zdaj recimo hočeš imeti, ne, ti zavarovalnica da višje stopnje, ker dobiš kazen, ki ga vmes nisi imel, ne, ker seveda tvoje zdravje je bilo vmes tako ogroženo, ker nisi teh čudovitih storitev, ki jih omogoča dopolnilno zdravstveno zavarovanje, mogel koristiti, ne, in zaradi tega pač moraš zdaj plačevati več. Skratka, ni dosti, da to kao rečemo, zdaj pa to ni več prostovoljno, zdaj je pa obvezno, pa denar bomo tja predstavljali, pa zavarovalnice ne bojo več zapravljali denarja za reklama, pa bo to dosti ne bo, ne. Treba se dogovoriti, pač, kaj je košarica pravic, ki jo bomo mi pokrivali iz javnih sredstev. Ne. In to mora biti nek širok družbeni konsens in potem to stane to, ko stane. In to je treba potem financirati. Ne. Vse ostalo je pa pač možno za doplačilo. Ne. Ampak minister aktualni v to smer ni nič naredil. Zdaj pa, kaj bo se z njegovim položajem zgodilo? Ne. Odstopil po moje ne bo. Ne. Pač, kakor ga jaz vidim, on pravi, da ne bo odstopil. Tudi je povedal že, da če bo zdržal do decembra, kar je, ker zdaj smo že junija, ne, pač ne bo sam šel. Ne. Se pravi, bo moral pač predsednik vlade predlagati njegovo zamenjavo. Kar pa spet on težko stori. Pa bo zamenjal, recimo bi Golob menjal. Se pravim, težko to stori, ne. V objektivni situaciji težko to stori. Prvič, idealnega kandidata, s katerim bi ga nadomestil, po moje nima. Težava ima tudi, da imajo ta princip, da seveda vsak, ki je minister, in vsak, ki dela skoraj na ministrstvu za zdravje, ga silijo, da vstopi v Gibanje Svoboda. Ne. Bešič Loredan na tej podlagi tudi se je odslovil pač številne pomembne sodelavce iz ministrstva, ne, ki pač enostavno jim je postavil pogoj, da so člani v Gibanje Svoboda, če niso hoteli, pač so morali iti. Skratka, s kom ga bo Golob nadomestil in Golob s tem v bistvu prizna, ne, da je napačno izbral človeka za podpredsednika vlade, da pač ni se lotil pravilno stvari na področju zdravstva in da jim ni uspelo to, kar so obljubljali. Ne. Tako da je v zelo težki situaciji, tako da jaz mislim, da vsaj začasno še bo minister ostal, ker tudi predsednik vlade težko da sporočilo, ne, najširši javnosti, da je popustil nekim pritiskom pač nekih, ne vem, Jaše Jenulla, Nike Kovač, Dušana Kebra, ne, ki tam z ulice pozivajo k razrešitvi ministra, ker jutri bojo lahko pozvali k razrešitvi enega drugega ministra in na to pomeni, da jih bo Golob spet uslišal. Ne. Tako da je saj kratkoročno, jaz mislim, da bo Bešič Loredan ostal. Zdaj, ali pa bo ta pritisk se povečeval na Goloba, da ga pač zamenja, ne.
To, kar je rekel pač predsednik strateškega sveta, ki ga je v bistvu Golob ustanovil, kirurg Erik Brecelj, to je tudi indikativno. Skratka, oni med sabo se zdaj, ko sva začela dan pogovor, med sabo so se začeli zdaj žreti in zdaj je vprašanje, kdo bo koga bolj ugriznil. Ampak saj zaenkrat bi jaz Golobu odsvetoval, da Bešiča Loredana zamenja, če on ni pripravljen sam iti, kar pa ne verjamem. Zdaj, sama zdravstvena reforma ni edina, težave so tudi pri plačni, tle se tudi odmikajo, potem so protesti, zdaj so stavkali visokošolski sindikat, 2 dni ni bilo izpitov in zagovorov in dela na univerzah, po drugi strani pa skuša nekako stranka Gibanje Svoboda zdaj zgraditi neko to klasično strankarsko strukturo, zdaj so seniorje ta teden ustanovili gibanje, upokojensko gibanje znotraj stranke, imajo podmladek te stvari počasi gradijo, pa vendarle lahko ob tem dvigu cen, ki se dogaja, recimo inflaciji, neizpolnjevanju reform, dejansko računajo na to, da bi postala neka resna stranka, ki bi bila več kot enomandatnica, recimo v tem političnem okolju. Je to zelo težko. Zdaj, izkušnje kažejo, da recimo imamo izkušnjo z stranko Mira Cerarja, njemu je vsaj na volitvah uspelo še ostati, dobiti tistih 10%, ampak je praktično takoj po volitvah se je moral posloviti in vemo, kako se je to končalo. Stranka je zamenjala predsednika, ime, politično profilacijo in na koncu je še zmeraj padla ven iz parlamenta. Tako da Golobu verjetno bi lahko uspelo, da še na naslednjih volitvah pride njegova stranka v državni zbor, ampak vse to, kar si opisal, kar delajo, k temu nič ne pripomore, ker oni dejansko niso stranka. Se pravi, če bi mene vprašali, bi rekel, da ne rabijo imeti podmladka pa kluba seniorjev, ker to nič jim ne koristi v tem smislu. Mogoče samo to, da kakšnemu znotraj še kakšno funkcijo podelijo, z tega vidika je to koristno, z vidika tega, da bi pa v njih delali bolj resno stranko ali pa da bi si s tem neke temelje gradili za prihodnje volilne uspehe, pa jaz mislim, da ne. Zdaj, zunanje razmere jim gotovo niso v prid, ampak tudi nič ne kaže, da bi oni kaj počeli za to, da bi te zunanje razmere, saj v tem delu, kjer lahko na njih vplivajo, na njo vplivali. Vidimo, da enostavno kar zadeva energente, se je naša politika izkazala za nepravilno. Imeli so vso priložnost, da recimo obrnejo odločitev prejšnje Janševe vlade o predčasnem zaprtju termoelektrarne Šoštanj, tega niso storili. Imeli so vso priložnost, da pospešijo gradnjo jedrske elektrarne Krško, drugega bloka, tega niso storili. Imeli so vso priložnost, da končajo to histerijo sončnih panelov, ki je sicer zelo seksi in se fajn sliši, posebej, če se pišeš Sršen, pa recimo govoriva o balkonskih sončnih panelih, ampak vseeno je vsem jasno, da to niso stabilni viri energije, ki jih Slovenija potrebuje in predvsem niso storili dosti na ceni energentov. In ta podatek, ki je zdaj še čisto svež, koliko je padla industrijska aktivnost v Sloveniji, največ v Evropi, 8%, je pa res zaskrbljujoč. Ker res je, da smo mi odvisni od drugih gospodarstv, da smo v teh grozdih so naši proizvajalci, tudi od Nemčije pa tako naprej, ampak drugje ni tako padla kot pri nas, kar pomeni, da smo mi nekonkurenčni, predvsem zaradi cen energije, in kar pomeni, da se naše gospodarstvo ni dosti hitro prestrukturiralo na te druge nove tehnologije. In to je ključna težava, ki jo zdaj vlada ima, in to težavo bo zelo težko odpravila, posebej na način, kot se sama loteva politik. Omenil si rast cen. Mi smo eno leto poslušali, da cene hrane ne rastejo v Sloveniji. Nesrečna ministrica za kmetijstvo nas je s tisto košarico razveseljevala enkrat mesečno. Vsi, ki hodimo v trgovino, smo imeli seveda čisto drug občutek in po enem letu se je izkazalo naš občutek pravilen. Ker je prišel predsednik vlade na tiskovno konferenco in rekel, da cene hrane res rastejo, zdaj bo pa vlada jih začela spremljati. Ne vem, kaj je do zdaj spremljala, če so do zdaj ugotavljali, da cene hrane ne rastejo. Za 25%. Zdaj, kar je zanimivo, mogoče še to, ta teden nekako smo prišli v nek tak zanimiv paradoks. Po eni strani se prav začel delati svet RTV Slovenija. Eden izmed svetnikov si je že prislužil tožbo direktorja televizije Uroša Urbanije, ker je označil eno izmed novinark televizije Slovenija za Sugar Muti in še nekaj drugih novinarjev žalo. Na drugi strani smo dobili razsodbo sodišča, da je Luka
Luka Mesec, s tem, ko je Bernarda Brščiča označil za fašista, pravzaprav ni kriv. Imamo že iz preteklosti sodbe, kjer je recimo to, da novinarko, zdajšnjo političarko označiš za prostitutko, da to je kaznivo. Zdaj, kje je ta meja po tem novem? Zdaj, kam spada zdaj fašist, šugar, muti, prostitutka? Kje je zdaj ta meja? Kaj lahko si rečemo, kaj si ne smemo reči? Najprej glede RTV Slovenija, pač zdaj, ko je dokončno osvobojena, jaz sem pač ves čas ponavljal tudi javno, da najmanj, kar si lahko vladajoča želijo, je to, da osvojijo TV Slovenija. Ker težava TV Slovenija ni v tem, katere ideološke barve so pač tisti, ki tam delajo, ampak je problem kvaliteta. In zdaj se bo pokazalo še bolj, kot se je do zdaj, da pač ta struktura, ta klika, ki zdaj tam je prevzela vse oblast v svoje roke ali pa pač je na tem, da bo prevzela, pač nima kvalitetnih ljudi. Se pravi, televizijski program se ne bo izboljšal, obstaja resna bojazen, da se bo poslabšal in na ta način pač ne bojo dosegli nič. Plus, seveda, ti ne moreš realnosti olepševati. Se pravi, novice bodo še zmerom take, kot so. Se pravi, tudi TV Slovenija bo mogla poročati, da je industrijska proizvodnja v Sloveniji padla največ v Evropi. In kar bo se zmerom pač kazalo neko nezadovoljstvo prevladujočih, ker seveda ne bodo mogli poročati, da pa se je ta povišala. Čeprav moramo povedati, da mogoče to zdaj bolj ekološko. Ja, predsednik vlade sicer je dosti spreten v tem. Se spomnimo, da je še nedolgo nazaj razlagal, da nikjer v Evropi ni recesije, potem praktično čez 2 dni pač Nemčija tehnično bila v recesiji. Skratka, RTV Slovenija, zdaj tisto, kar smo lahko videli na teh 2 sejah, mislim, da so bile 2 programskega sveta, ki so bile tudi prenašane na televiziji, bi pozdravil to odločitev, da se to prenaša po televiziji, seje programskega sveta, ker da ljudje vidijo, kako izgleda osvoboditev. Namreč takega enoumja jaz nisem videl, pa spremljam dogajanje tam že celo vrsto let, kot je zdaj. Se pravi, nikoli do zdaj se ni zgodilo, pa ni važno, katera politika recimo je imela večino v državi in večino pač tudi v programskem svetu RTV Slovenija, da bi 100% vsi praktično dvigovali roke za vsako stvar. In to gotovo ni dobro. Ker če kdo recimo misli v Sloveniji, da 80% ljudi v Sloveniji misli tako kot on, mu je recimo za čestitati še. Če pa kdo misli, da 100% ljudi v Sloveniji misli natanko tako kot on, pa pač mora iti nekak pregled. In tako situacijo imamo zdaj v programskem svetu, kjer praktično najdo 80, če ne celo 100% vseh članov programskega sveta enako razmišlja. In to gotovo ni dobro za Slovenijo. Kar se pa zadeva pač svobodo govora, pri nas pa moram reči, da je v času svobode najbolj na preizkušnji. Ampak to smo vedeli že vnaprej, od odlične Partljičeve, moj ata, socialistični kulak, že od takrat vemo, da zdaj je svoboda, moraš paziti, kaj rečeš. Ker ko ni svobode, veš, kaj je prepovedano. Ko je svoboda, pa nikoli ne veš, kaj je prepovedano, ker se to za nazaj vzpostavlja. Ta sodba, ki je pač doletela, oziroma ta odločitev sodišča, ki je doletela kolega Brščiča, se pravi, ki na nek način lahko jo razumemo, da je Luka Mesec ga upravičeno poimenoval za fašista, sicer nekateri zdaj aplaudirajo in so zelo veseli in delajo šleka pac, prav mu je, ampak treba je stvari gledati širše. To za Slovenijo ni dobro, ker če bi sodnica, ki je to sodbo izdala, si saj pogledala, pač, kaj je definicija fašizma po slovarju slovenskega knjižnega jezika, pa celo, če bi šla zgolj na Wikipedijo, bi ugotovila, da pač Bernard Brščič ne izpolnjuje pogojev za to, da bi ga pač Luka Mesec lahko imenoval za fašista. Ker če bi recimo Bernard Brščič označil Luko Meseca za komunista, potem bi po tej logiki isto sodišče mu lahko pritrdilo. Ampak tukaj manjkajo neki nujni elementi za to, da bi to vzdržalo. Se pravi, nasilje, avtoritarna vladavina in tako naprej. Tega pri Bernardu Brščiču ni. Tako da ta sodba po moje bo na kakšni višji inštanci padla, če se bo Bernard odločil za to, da bo. Kaže pa na neko stanje duha, ker pač očitno če dalje več inštitucij države, od policije, ki je izrekla globo Romanu Vodebu, ker je pač rekel nekaj, kar Urški Klakočar Zupančič ni bilo všeč, od Akosa, agencije, ki je začela postopek proti naši televiziji, ker je na naši televiziji Roman Vodeb oziroma v oddaji Moj faktor rekel nekaj, kar Urški Klakočar Zupančič ni bilo všeč, do zdaj sodnice,
gospa sodnica se piše Živa sila, ki je pač odločila, ne, da je pač Luka Mesec lahko upravičeno poimenuje Bernarda Brščiča fašist. In tukaj bi se navezal na to, kar je povedal bivši predsednik republike Borut Pahor, ne, na pogovoru pri vas. Ne koristi nobeni oblasti, ne, da v bistvu na ta način komunicira in da na ta način rahla te, ko bi rekel, oznake, da vse drugače misleče. Ne. Tudi če kaj povedo, kar ti ni všeč, ali pa če kaj bolj grobo povedo, označuješ z nekimi skrajnimi oznakami, nad njih pošiljaš policijo, agencije, sodišča in tako naprej. Ne. To ni ta prava pot za Slovenijo in to jaz mislim, da se bo pač slabo obrestovalo, ker če je Bernard Brščič fašist, ne, kaj so potem pa tisti redki v Sloveniji, ki pa recimo prisegajo tudi na nasilje ali pa se poslužujejo nasilja. Ne. Se pravi, a so oni potem pa nad fašisti. Se pravi, pri teh oznakah fašist, komunist, nekih skrajnih oznakah je treba zmeraj biti zelo previden. Mogoče še to, če se podajo še malo onkraj meja, ne, zdaj ta teden nas je nekoliko presenetila, kljub temu, da je bil mož že močno v letih, ne, smrt Silvija Berlusconija, nekako premijer z najdaljšim stažem v Italiji po drugi svetovni vojni, tudi nekako prvega medijskega mogotca v politiki, skratka v marsičem oral ledino moderni politiki. Kakšna je njegova zapuščina, recimo, poslovil se je še na mestu predsednika stranke Forza Italia? Ja, jaz mislim, da bi lahko potegnili neke vzporednice med Berlusconijem pa med Titom, recimo. Ne. Tudi za Tita se je zdelo, da je nesmrten, dokler ni umrl. Ne. Tudi za Berlusconija se je na nek način zdelo, da je nesmrten, dokler se ni poslovil. Jaz mislim, da je njegovo zapuščino treba gledati v celoti. Ne. Se pravi, tako kot si že sam omenil, bil je pač predsednik vlade z najdaljšim stažem po drugi svetovni vojni v Italiji. Ne. Se pravi, na nek način je Italija prinesel to, kar po moje ta država najbolj rabi, ne, to pa je neka stabilnost. Ne. Vidimo, da pač tudi potem, ko on to ni bil več, tu neke stabilnosti ni bilo, predtem je sploh ni bilo in vprašanje, kaj se bo zdaj dogajalo. Ne. Se pravi, nobena država na svetu ne more funkcionirati, ne, če se pač vlade tako ekspresno menjajo, kot se recimo menjajo v Italiji. Posebej država, ki je tako raznolika, tako na nek način kulturno, tudi ekonomsko in tako naprej, kot je Italija. Ne. Če pogledamo recimo sever Italije pa jug Italije, to skoraj nimaš občutka, da si v isti državi. Ja. Berlusconi pa povsod, kjer je bil pač v bistvu je bil uspešen in je bil trendsetter, ne, tako v medijskem svetu, v nogometu in v politiki. Ne. Jaz mislim, da v Sloveniji pač se ga moramo spominjati predvsem v smislu, kaj je on naredil za nas oziroma kakšne odnose smo mi imeli z Italijo, takrat, ko je on bil na oblasti. Ne. Tu moram reči, da je, kakor je meni znano, vse, kar zadeva slovensko manjšino, kar je za nas pomembno vprašanje, ne, v Italiji, kot tudi meddržavne odnose, pač nismo imeli slabih izkušenj. Deloma gre to pripisati tudi pač te osebni prijateljstvu med njim pa med Borutom Pahorjem. Ne, se je Pahor tudi zdaj javno razlaga te zgodbe, kako je pač urejal stvari z Berlusconijem preko telefona. Ne. Ja, mu je priznal, da je lepši od njega. Tako in je potem slovenska manjšina dobila 1 milijon evrov, ne, ampak to ni daleč od resnice. Ne. Se pravi, Berlusconi je bil še eden tistih evropskih voditeljev, ki so recimo pač na ta način stvari urejali. Ne. Zdaj se mi zdi, je teh čedalje manj, ne. Enostavno teh nekih pristnih odnosov tudi med evropskimi voditelji, nekega razumevanja različnih stališč, različnih položajev, ne, ker seveda Silvio Berlusconi bi mirno lahko odložil telefon Borutu Pahorju, ker kaj pa bo Slovenija naredila, če Italija recimo ne bi zagotovila sredstev še naprej za financiranje slovenske manjšine, pa ni tega storila, ne. Zato, ker pač je razumel, da je to za nas pomembno vprašanje, ne, in takih politikov pač bi si morali želeti čim več, ne, se pravi, ki razumejo najprej, kaj je za njihovo državo pomembno vprašanje, ne, in tudi razumejo pač liderje ostalih držav, kadar je pri njih neko vprašanje na vrhu prioritet, pa mogoče za tebe ni toliko pomembno. V Sloveniji se mi zdi, imamo zdaj, če se vrnemo domov, bistven primanjkljaj tega. Ne. Pri predsedniku vlade, predsednici države, predsednici državnega zbora, zunanji ministrici, jaz nimam občutka, da oni vejo, kaj so za nas res pomembna vprašanja in da znajo tudi presoditi, kdaj so za kakšno drugo državo, kakšna vprašanja pomembna. Zanimivo je to, da je Berlusconi morda bil nekak znanilec Donalda Trumpa, pa predhodnik, ne. Lahko bi se rekel, do neke mere se Trump morda po njem
zgledoval. Zdaj, ta teden je bil Trump nekako... Z daljšim rokom, ne? Ker Trump je, sicer se zdaj prizadeva, da bi spet bil izvoljen, ampak je v bistvu uspel, mu je samo en mandat. Ja, Berlusconi je bil marsikaj, ne? Sej, lahko bi se zdaj mi do 4 ure tu pogovarjali o tem, pač, ne, kako je razumel recimo zakonodajo, pač, a je imel spolne odnose z mladoletnicami in tako naprej. Vse to je znano, ne? In pač zgodovina ga bo potem sodila, ampak na koncu pri takih ljudeh, kot je bil on, ne, kot sem rekel, ki so zaznamovali pač toliko številna področja, ne, pač je treba gledati to celoto. Ne. Pri Donaldu Trumpu je enako, ne. Tudi pri njemu pač ni nobenih dvomov o tem, kak odnos ima do žensk, ne. Ni nobenih dvomov o tem, pač, da v bistvu tudi verjetno, vsaj ko je še bil poslovnež, ni najbolj spoštoval ameriške zakonodaje in tako naprej, ampak ne glede na to, ne, se pravi, ti ne moreš političnega nasprotnika, ne, poskušati onemogočati tako, da zlorabljaš sistem proti njemu. Ne? In to, kar se Trumpu zdaj dogaja, pač jaz mislim, da je bolj ali manj že vsem jasno, da gre točno za to. Ne? Mu bo koristilo v kampanji, škodovalo. Ja, to je zdaj vprašanje, ne? Kaj bo ta proces dosegel. Ne? Zdaj, če pač bo na nek način obsojen, ne? Vprašanje, kaj potem naprej. To so res bizarne situacije, si predstavljaš, Peter, on, ko hodi na te postopke, ko ga pač tudi sodišče oziroma policija, pravosodni organi ga začasno pridržijo za to, da se pač te njihovi postopki speljajo, ga vse posod spremljajo pač agenti tajne službe, ker kot bivši predsednik ima dosmrtno varovanje. Ne. Se pravi, če bi šel v zapor, bi pač ga pospremljali tja agenti tajne službe. Mislim, to je smešno, ne, ampak to, o tem govorimo. Ne. Skratka, ne moreš ti zdaj zlorabljati inštitucij sistema zato, da boš kao se znebil Trumpa. Ne. Posebej, če je obtožba recimo taka, da vidimo, da še daleč ni edini ameriški politik, ki je menda nedovoljeno imel neke tajne dokumente pri sebi doma, ne, ker jih je imela tudi Hillary Clinton, pa jih je imel Joe Biden in verjetno jih imajo pač vsi. Ne. Skratka, to jaz ne vem, če je dobra pot, ker še krha to zaupanje ameriške javnosti v to, da je pač sistem pravičen, da na volitvah res zmaga tisti, ki dobil največje število glasov in tako naprej in tako naprej. Ne. Aljuš, hvala za današnje komentarje. Pri koncu sva mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v iztekajočem se tednu. Red jezuitov je izključil slovenskega duhovnika in umetnika Marka Ivana Rupnika, obtoženega spolnih in psihičnih zlorab, potem ko je kršil praktično vse omejitve javnega umetniškega in duhovniškega udejstvovanja, ki so mu bile postavljene po izbruhu afere. Izključitev bo dokončna čez 30 dni, do takrat pa se Rupnik še lahko nanjo pritoži. Kriminalisti so zaključili preiskavo izdajanja lažnih covidnih potrdil v času epidemije. Obtoženi so 3 zdravstveni delavci, ki so lažna potrdila izdajali, in 176 prejemnikov teh potrdil. Skupno so spisali 414 ovadb. Zveza NATO je začela največje letalske vaje do zdaj. Na vaji, ki poteka v Nemčiji, Estoniji, Latviji in na Češkem, sodeluje več kot 10 000 vojakov in 220 bojnih letal. NATO testira pripravljenost za ukrepanje v primeru vojaške krize in pošilja jasno sporočilo predvsem Rusiji, a ne le njej. Razmere v Severni Koreji so najslabše po hudi lakoti, ki je državo prizadela v 90-ih letih prejšnjega stoletja in zahtevala 3 milijone življenj. 3 leta po zaprtju meja je država prenehala z uvozom žita, gnojil in kmetijske mehanizacije. Ljudje pa po zbranih pričevanjih, ki so pricurljala iz te najbolj izolirane države na svetu, umirajo od lakote. Tako, spoštovani gledalci, to je vse v Odmevu tedna, kjer smo analizirali dogodke zadnjega tedna. Če še niste, se naročite na naš YouTube kanal, da ne zamudite tudi prihodnjih oddaj, ki jih redno objavljamo. Še več novic in analiz najdete na spletnem portalu domovina.je in v tedniku Domovina. Če želite podpreti naše neodvisno in profesionalno novinarstvo, se lahko tako na spletni portal kot na tednik tudi naročite. Lepo vabljeni, da to tudi storite. Ne glede na vse, pa ste vabljeni tudi na dogodek Domovina praznuje, kjer bomo 25. junija ob 8. uri na Vrhniki obeležili slovesnost ob Dnevu državnosti in hkrati praznovali tudi ustvarjalci našega medija. Vstop je brezplačen, tako da dobrodošli, da se nam v nedeljo 25. junija pridružite na Vrhniki še prej. V petek pa se znova vidimo v Odmevu tedna. Do takrat pa nasvidenje.